Živijo, dobro, spet nazaj na moje ime, kaj je Solo in danes govorimo o filmu Jaz, rdeča panda. There's just no time to die. Verjetno veste, jaz imam ful rada animacijo, filme, Pixarjeve in Disneyjeve še posebej. In Pixar nas je letos že razveselil s svojim prvim filmom, to je Jaz, rdeča panda oziroma Turning Red v angleščini. Kasneje v letu pride še film Lightyear, ki se ga tudi neverjetno veselim, ampak prvo govorimo o Jaz, rdeča panda, ki je eden izmed najbolj cute filmov, ko sem jih jaz videla v zadnjem cajtu. Ta panda v tem filmu je najbolj cute stvar v kjermokoli filmu. Njen dizajn, kako dejansko izgleda tako fluffy, pač, obožujem jo, jaz jo samo hočem objeti in si jo nes domov. In ko smo bili pri pandi, dajmo kar začeti z prvim dejstvom o tem filmu. Zakaj panda? Imamo par razlogov. Prvo kot prvo, rdeče pande so ful navezane na svojo mamo, veliko časa preživijo s svojimi mamami, kar je tudi zelo relatable v tem filmu. Poleg tega rdeče pande veliko spijo in zanimivo dejstvo, jejo bambus, ki ga v bistvu ne bi smele jesti, zaradi tega, ker jim ne da dost hranil. Te dve stvari nekako nakazujeta, da so rdeče pande kot eni najstniki, ker najstniki isto cele dneve spijo in jejo, ne vem, čips pa vse tiste sladkarije, ko jim ne dajo dost hranil, ker pač to ni tista hrana, ko bi jo res mogli jesti. In pa tudi zato, ker rdeče pande živijo na Kitajskem, tako pa družina od glavne junakinje Mei, zaradi tega, ker so oni iz Kitajske preseljeni v Kanado. Pa še rdeča panda je v barvi Kanade. Druga zanimiva točka je, da so to eni pomembni zgodovinski trenutki za Pixar, ker je to prvi Pixarjev film z žensko ekipo. Režiserka Domi Shi je delala že na filmih Vrveš v moji glavi, na Neverjetnih 2, Svet igrač 4, napisala pa je tudi kratki film, ki je dobil Oskarja, ki se je imenoval Bao. Tudi en ful luškan film. Nikoli v zgodovini Pixarja še ni ženska v celoti režirala film. Tretja točka je, glasbo je naredila najboljša Billie Eilish in njen brat Phineas. Are we proud of them? Yes, we are. In Phineas je tudi posodil glas enemu izmed likov v skupini Four Town, ki nastopa v filmu. V bistvu je pa celoten point te glasbe, pač ne poje Billie, obviously, ampak je zaradi tega, ker se dogaja v letu 2002. To spominja na bende iz tistega časa, spominja na NSYNC in na Backstreet Boys. V bistvu četrta točka je točno to. Ta film je nostalgija na leta 2000. Jaz sem bila tudi otrok v tistih letih, tako da se veliko teh stvari spomnim. Vem, recimo tip Tamagotchi, ki v bistvu imajo tudi v filmu kasneje pol vlogo, ker duh od pande gre v ta Tamagotchi in se mi je zdelo to ful cool, ampak polno je enih takih stvari, ki so iz leta 2000 in če ste malo starejši, vas bo spominjalo na mladost, če pa ste mlajši, boste pa videli, kako smo v bistvu mi živeli takrat. Peta točka je kar precej pomembna, ker ta film zelo dobro naredi pogovor o menstruaciji. Sicer celotna ideja rdeče pande ni menstruacija, ampak ko Mei nekako poskuša mami dopovedati, da se je nekaj groznega zgodilo, mama pomisli, da je dobila menstruacijo. Mama bi pričakovali, da naredi neko reakcijo, kjer pač bo tek. Ampak se mi zdi ful dobro, ker je ta mama res ful dobro poskrbela za njo, poli, ne vem, prinese ji vložke, tablete, termofor, res vse poskrbi za njo. In se mi zdi ful cute, da so to dali noter v film. In predvsem, da so naredili, da menstruacija ni tak bav. Normalen del filma, da niso pozabili na to, na ta pomemben del odraščanja. Šesta točka je to, odraščanje. Film je o odraščanju, o tem preidemo iz otroštva v zgodnja najstniška leta. Ni samo to, da ima, ne vem, čustvene težave, ker pač ta panda v bistvu nakazuje čustva od Mei, od glavne junakinje. Zdaj bom probala to razložiti brez spoilerjev. Ne bom. A veš kaj, tukaj bojo mogoče malo spoilerji, tako da če še niste gledali filma, skipajte malo naprej. V glavnem, ta panda prikazuje Mei na čustva in vsakeč, ko se ona razburi, postane panda. To si lahko pač predstavljamo kot na nek način tako Hulk. V najstništvu so ta čustva res, jih je več, težko jih je kontrolirati in Mei se mora naučiti kontrolirati svoje čustva. Pomemben del tega odraščanja se mi pa zdi tudi to, da so dejansko govorili o temah, ki so dost relatable, marsikeri najstnici, tudi meni so. Recimo, jaz sem bila huge fangirl, celo življenje sem, tudi v najstništvu sem bila in v bistvu, ko so one fanice tega benda Four Town, ki nastopa v filmu, se pač spomnim, ko je, ne vem, moja generacija so bile fanice One Direction. Jaz sicer nisem bila, jaz sem bila za Michael Jacksona takrat, I guess. Jaz sem vedno bila nekje za ene druge stvari, ampak ja,
točno vem, kak je bilo in mi je ful dobro videti točno to prikazano v filmu. Tudi recimo scena, spoilers, kjer May riše risbice od svoje simpatije in pol cela šola vidi te risbice, je pač ful relatable, ker jaz sem tudi ful risala in valjda pač kot kjerakoli druga najstnica sem tudi jaz svoje simpatije risala. Na srečo se mi ni zgodilo to, da bi te risbe posod vam prišle, ampak vseeno, ja, očitno vsi to delamo, ti da se ne počutiš več toliko weird. Sedno dejstvo je ena stvar, ko se mi zdi ful fajn, ful drugačna, ker se mi je zdelo, da jaz sem ful pričakovala, da bo v filmu nakazana ta panda kot neki, zaradi česar May ne marajo, se pravi enako kot Hulk. Ampak so v filmu dejansko tako naredili, da ko se ona spremeni v rdečo pando, oni jo obožujejo, oni imajo radi to rdečo pando in jo imajo dejansko zaradi rdeče pande, zaradi tega, kar ona v resnici je, jo imajo rajš. In se mi je zdelo to ful dober korak proti temu, da pokažejo mladim, da je okej biti to, kar so in da pokažejo svoje prave barve. Tako da, good job, Pixar. 8. točka, ena tematika, ko se mi je zdela tudi pomembna, ker se Pixar vedno bolj osredotočal na družinske zadeve. Tokrat pa dejansko je malo več o prijateljstvu, se pravi o odnosu med May in njenimi prijateljicami Miriam, Priya in Abby. Se pravi, ta odnos, ki ga imajo one tri, je ful pomemben v filmu, ni samo njen odnos z mamo, ampak tudi njene prijateljice, ker one ji res stojijo ob strani. Film pokaže, da so tudi prijatelji pomemben del otroštva, one njej dejansko stojijo ob strani, ne glede na vse. 9. točka, odnos mama in hči. Kakor sem rekla, Pixar je v preteklosti se že večkrat dotaknil teme med starš in otrok. V večini se mi zdi, da Disney in Pixar oba dva bolj delata na način, da so starši mrtvi. Se pravi, da je enega od staršev ni ali da nobenega starša ni. Tokrat sta pa oba starša živa. Fotor v tem filmu je svetovni, jaz ga obožujem, ker je tak prizemljen. Ok, pač obožujem ga in to bo zdaj točka 9,5, ker se še vrnemo na 9, ampak hrana, kakaj je hrana animirana v tem filmu, jaz bi jo kar pojedla, mislim, to mora biti toliko slastno. Vrnemo se na 9, gremo nazaj. Oba starša sta še vedno živa in May ima že na začetku filma zelo dober odnos s svojo mamo. Sicer kasneje mama večkrat preveč zahteva od hčere, sploh ker grejo skozi ta ritual, kjer mora May zapustiti za sabo rdečo pando. Mata nek konflikt, ampak vseeno na koncu ni toliko velik, je bolj konflikt med babico in med mamo. In na koncu filma, ko se May mora odpovedati svoji pandi, dejansko vidimo mamo, ki je v mlajših letih in se ona zjoče in May prizna, da ji ni bilo enostavno. Je šla skozi iste stiske kot May in je res dobra povezava med mamo in hčerjo in jaz sem se tako jokala. Se mi pa zdi, da bi vseeno na koncu filma lahko šli mečken globlje še v te travme od mame, se pravi, da jo ona razreši, ampak se mi zdi, da je to malo preveč odrasla tema in je film vseeno poskušal biti lahkoten, da ga otroci lahko gledajo do konca. S tem pa pridemo do 10. in zadnje točke. Ta film je narejen za mlajše, ampak je odličen tudi za starejše. Sploh za starše, ki grejo skozi te zgodbe s svojimi otroci, je odličen in ga priporočam vsem mladim in starejšim. Mi zdi, da Pixar in Disney oba poskrbita, da imajo njihovi filmi nek dober nauk, iz katerih se lahko učimo in mi in naši otroci. Tale film je še vedno v kinu, zdaj je že kar nekaj časa. Nujno ga moraš iti gledat čim prej, ker ga ne bo več dolgo. Upam, da ti nisem preveč spoilala, probala sem, da nisem preveč. Še vedno ti bo film zanimiv. Noter je polno enih easter eggov, o katerih še ne bom govorila, ker bi rada naredila še film o Pixarju, da vam malo bolj podrobno to razložim. Ampak ja, to je to za današnji video. Upam, da vam je bil všeč, upam, da so vam všeč tile videi o filmih, ker jih bo še veliko več. Če vam je bil torej všeč, mu dajte en like, da uspali se naročite, komentirajte tale emoji in čim prej pejte v kino, pejte gledat Jaz rdeča panda. To je to, lepo se imejte in veliko se smejte in vidimo se naslednjič. Čau!